Levica bi lahko v referendumski kampanji rekla, smo proti temu, ker je 3 preveč, ne? Opozicija bi lahko rekla, smo proti temu, ker je 3 premalo. Kako porabiti veliko besed in čim manj povedati. Kjer pa smo zdaj iz Golobovih 2% za obrambo, oziroma orožje v ožjem smislu, prišli na trditev, da je 1,4% čisto dovolj. To je tedenski safari, podcast za leve in desne, pa tudi leve in besne. Medtem ko so pri nas in po svetu padali temperaturni rekordi, pa je Robert Golob iskal razlago, kako je 5 enako 3. Govorimo seveda o odstotku BDP za obrambne izdatke. Mercator po množičnih zastrupitvah znova odpira vrata Maxi Marketa, medtem ko Petrol še vedno pušča zaprta vrata 4 odročnih bencinskih servisov po spopadu z vlado. No, mi smo ta in naslednji konec tedna še vedno vaša varna oaza sredi safarija, potem pa se celo vroče poletje v glavnem beremo na portalu zanima.me. In poletje vsekakor se zdi, da bo vroče, junij je bil rekordno vroč. Ne glede na to pa, da je 4. julij in da je petek, ne, pa bo danes precej pozno zvečer vroče tudi v državnem zboru, kjer se obeta nepredvidljivo glasovanje in sicer o predlogu Levice za posvetovalni referendum o recimo v vojaškem proračunu. Ne. Ja, 5% za obrambo, ne, o teh odstotkih in kako so se računali, preračunavali in PR-ovsko izračunavali na različne načine nekoliko kasneje. Morda za začetek pogleda ta predlog referenduma. Ne. V bistvu je izjemno zanimivo, razdelil je koalicijo. Na eni strani imamo Levico, ki predlaga referendum, Socialni demokrati so ji priskočili na pomoč in napovedali, da jo bodo pri tem podprli, medtem ko je Svoboda ostro proti. Vprašanje pa je, kaj bo naredila opozicija. Ne? Zdaj, po napovedih, ne, ki jih imamo, se bo Nova Slovenija nekako obstruirala, saj tako je razumeti izjave njihovih ključnih poslancev z tega področja, medtem ko ni jasno še v času snemanja, ne, zdaj govorimo, da snemamo dopoldne, tako da tudi gledalci to vejo, ne, kaj bosta naredili opozicijski SDS in demokrati, ne, kar pa je lahko ključnega pomena, zakaj ne? Ja, zdaj ali se niso odločili v teh 2 poslanskih skupinah, ali pa so se in prav zato taktizirajo, to je zdaj vprašanje, v bistvu eno od glavnih vprašanj tega današnjega glasovanja. Zdaj, tako ne, na vrhu koalicije, ki ga bova pozneje še malo komentirala, je Robert Golob naj bi neuradno med sestankom izjavil med drugim tudi to, da NATO in njegove zahteve ne morejo razbiti koalicije, da pa referendum o tem vprašanju lahko razbije koalicijo, kot si omenil, ne. Tule bi šla vladajoča Svoboda z enim izhodiščem v morebitno kampanjo, ne, se pravi, da je vendarle treba spoštovati in resolucijo Državnega zbora o 3% in deklaracijo NATO o 5%. Levica in SD pa s kontratezo, ne, se pravi, bi se dejansko lahko celo spopadli en proti drugemu znotraj koalicije v tej referendumski kampanji. V najboljšem primeru bi Svoboda v bistvu brala taktiko iz minulega referenduma o umetniških dodatkih, pa bi rekla, da odsvetuje volivcem udeležbo. Ja, ki pa tukaj ni smiselna, ker ne gre za naknadni zakonodajni referendum, ki bi recimo šel za kvorum, pa že tam tako nima smisla, na posvetovalnem referendumu pa, ki je v bistvu bolj ali manj državna anketa, oziroma pač draga anketa, bi lahko rekla, pa recimo poziv k bojkotu, tako in tako nima smisla. Ne? Pa kar je zanimivo, je situacija, pravzaprav, v kateri se znajde stranka SDS. Ne? Ja, zdaj omenil si opozicijo, ne? Na eni strani definitivno organizacija tega posvetovalnega referenduma in morebitni trk koalicijskih strank med seboj bi pomenile za vlado Roberta Goloba zelo močen udarec v finišu mandata. To je eno, ne? Po drugi strani SDS, opozicija tudi v celoti ni brez svojih lastnih dilem. Jaz sem tudi danes zjutraj na zanima.me analiziral, vidim predvsem 3 glavne. Prvo je, kako svoji volilni bazi razložiti, da tokrat, ne, za razliko od vseh drugih glasovanj, podpiraš nekaj, kar je predlagala Levica. To se morda zdi smešna dilema, ampak dejansko v slovenskem političnem prostoru to je občutljivo vprašanje. Ne bi bilo sicer prvič, ne, skupaj so SDS in Levica recimo zaprli trgovine ob nedelji. Ja, drži. Potem drugo, kako bo, in to je že bistveno bolj geostrateško občutljivo, sega tudi preko tega mandata v še kakšnega naprej, ne, kako bi to razumeli zavezniki
zavezniki v NATO in kako bi, ne, ker smo 4th of July, 4. julija, konec koncev, na svoj praznik, ta glavni dan neodvisnosti, ne, to razumele ZDA, kako bi se odzval Washington, ki, bodimo iskreni, ne, predvsem zdaj v času Trumpove administracije, kaže nekako simpatijo bolj do desno-sredinskega pola v Sloveniji kot do tega vladajočega. Ne. In zadnje, ta je tudi zelo neprijetna, kako nastopiti v kampanji, če si ves čas pozival k višjim izdatkom za obrambo. Ne. Ker ostati dosleden v kampanji in pozivati k spoštovanju zavez NATO še naprej bi v bistvu pomenilo pomagati Robertu Golobu iz zagate, kar pa tudi ni v strateškem interesu desne sredine. Če bi že prišlo do referenduma, ne, potem bi se verjetno tako SDS kot NSI, kot verjetno tudi demokrati postavili na stran in bi rekli, no, naj se koalicijske stranke spopadajo. Verjetno da bi bilo to najbolj modro. Strateškega vidika to tudi najbolj pametno zanje. Pa vendar je že sama dilema, ali sploh oditi na tak referendum, ki bi vendarle bil potem neugoden tudi za recimo morebitno prihodnjo vlado, ne, ki bi pač potem tako ali drugače morala izpolniti zaveze NATO, hkrati pa bi vedno stal nekako za vratom, torej ta morebitni neugoden izid referenduma, ki pa bi se verjetno išel v korist Levice in socialnih demokratov, kot je recimo trenutno nekako zaznati javno mnenje. Ne? Ja, jaz sem prepričan, da javno mnenje je na strani tega, da bi se množično obkrožilo proti. Ne? Zdaj, en way out ali pa izhod ima tudi opozicija v precej nerodnem referendumskem vprašanju, ki so si ga zamislili v Levici, in to je, ali podpirate dvig na 3% BDP do leta 2030, kot določa resolucija Državnega zbora. Zakaj? Ne? Levica bi lahko v referendumski kampanji rekla, smo proti temu, ker je 3 preveč. Ne? Opozicija bi lahko rekla, smo proti temu, ker je 3 premalo in želimo 5, se pravi, morata biti v bistvu zaveza NATO in ne, domači ukrepi poravnani. Ne? Tako da izhod iz te zagate sicer težko razumljiv za državljane obstaja. Kakorkoli sem pa jaz prepričan, da to današnje večerno glasovanje, jaz sem štel približno računal ure po dnevnem redu, točka razprave naj bi se o tem začela okoli 7 zvečer, tam med 10 in 11 zvečer pa verjetno glasovanje, ne? Da ni še nič odločeno. Zakaj? Tudi znotraj Svobode, teh 39 poslancev, za katere sicer pravijo vsi, ne, tudi nekdanji predsednik Borut Pahor, da so nezlomljivo lojalni Golobu, ne, sta vsaj 2, in to sta Miroslav Gregorič in Lena Grgurevič, ki že resolucije nista podprla. Ne. Torej, bolj kot ne lahko Svoboda računa tam nekje na 35-36 glasov, se pravi, z odločilno pomočjo opozicije se lahko ta referendum tudi zgodi. Ne. Lahko, ampak zdaj, to je stvar prihodnosti, tako da bomo to komentirali v prihodnjem safariju zagotovo. Ne. Zdaj, kar pa je stvar tega tedna, ne, je pa pravzaprav ta vrh koalicije, ne, ki se je zgodil po vrhu NATO, torej, da naredim povzetek, ne, Robert Golob je, oziroma parlament je najprej izglasoval resolucijo, kjer smo se zavezali 3%, potem je vlada sprejela stališča, kjer so jih spregledali v Socialnih demokratih in Levici. Nikogar ni bilo na seji. Jih ni bilo na seji, potem je šel s temi izhodišči opremljen Robert Golob v Haag na vrh NATO, kjer je potrdil 5%, da ne bo pomote. Najmanj, kar je bil tiho pač. In potem smo imeli zabavno preigravanje, zato da bi rešil zagato v koaliciji, smo potem spremljali ta teden mini vrh koalicije, ki pa je bil namenjen pravzaprav nekemu PR-ju. Pa morda pogledava najprej nekaj izjav, ki jih bo zanimivo pogledati, preden nadaljujeva. Bi rekli Američani before, after, izjave pred pa potem. Ne? To je bilo res kar... Varnost je ena sama. Ni koalicijska, ni opozicijska, ni leva, ni desna, je naša. Drugače sem pa prepričan, da se v koaliciji, to smo že velikokrat dokazali, znamo pogovoriti in pa dogovoriti. Ne glede je od tega, ne glede na vse, je pa od tega odvisna tudi naša kredibilnost in pa cilj drugega mandata. Mislim, da je namen današnjega sestanka, da se ta zgodba danes tudi zapre koalicijsko in da govorimo o resoluciji, ki govori do leta 2030, kako bo Slovenija dvignila te izdatke na 3%, od katerih gre le 2% za orožje, ostalo za dvojno rabo. In to je danes pomembno in ključno, da smo del te skupine in da ljudje živijo varni
v svobodi in v miru. Kaj pa zaveza 5%? Leto, vse detajle bo danes predsednik vlade koalicijskim partnerjem pojasnil in tudi kasneje vam bo dal izjave. Ja, zelo jezen in mrk in odrezav je prišel Matjaž Han, predvsem na ta vrh koalicije, povedati, da ni več ničesar, s čemer bi ga premier prepričal, ne. Potem je pa ravno on, mislim, da približno 2 uri kasneje stopil pred kamere in pomirjujoče pred novinarji naštel 2 dogovora, ki naj bi jih dosegli. Prvo je, da je torej osnovni kriterij notranje politike oziroma aktualne vlade spoštovanje resolucije, torej 3% od tega 2 za obrambo v ožjem smislu oziroma orožje. In drugo, kar se mi pa zdi že prav na meji črnega humorja, da bodo delali letni pregled realizacije, torej ali je to res v skladu z dogovorom znotraj proračuna, kateri letni. Gospodje in gospe, ste v zadnjem letu mandata. Se oni so prepričani, da bojo še enega. Ja, drži. In tudi obrambni minister Sajovic je govoril, da te spori okrog teh odstotkov škodijo kredibilnosti v luči drugega mandata, ampak te izjave bi jih vendarle posvaril, da so izjemno nevarne. Zakaj? Zato, ker izpade, kot da je ponovitev mandata vladanje 8 let stvar odločitve nekega vladajočega razreda, ne pa stvar volitev, ki jih imamo marca naslednje leto, ko bojo pač svoje povedali ljudje. Ne? Zdaj bi te tlepo pravo, Matjaž Han je prišel in povedal, da ne bo komentiral. Te zadeve so komentirali drugi, zelo vehementno. Med drugim tudi premier Golob, ki se je zapletel še v serijo, bom rekel, teh računanj, ki bo tudi pogledala, kar je pa meni še posebej zanimivo, je pa ta, že te izjave, in Sajovica in Arčona, se mi zdi, kako porabiti veliko besed in čim manj povedati. Se pravi, pravzaprav izvedeli nismo praktično nič, ampak smo porabili pa ogromno besed, kako smo nekako povedali, da smo ljudje varni, da je koalicija enotna in kako je vse super in mavrice in konički plešajo in tako naprej. Tako da to mi je en vidik, ki me je res zabaval, mislim, bi me zabaval, če ne bi bilo za tako resno temo, ob spremljanju te sage. Potem pa je zvečer nastopil pa še premier Robert Golob in hitel pojasnjevati. Tam je bil pa salte mortale za salto mortale. Zakaj? Ker od teh 5% v Hagu smo na koncu ne samo dobili kumulativno 3, ampak smo tudi od 3,5, ki smo jih NATO obljubili za orožje, dobili 2. Tako da zmeda je popolna. Na koncu po slogi levice celo mislim, da 1,4, ampak poglejva si ta salto mortale. Po daljši razpravi se je pokazalo, da imamo skupen cilj, praktično vse 3 stranke, in ta cilj je, da ostanejo obrambni izdatki na 2% v letošnjem letu in ga potem postopno dvigujemo do leta 2030 na 3%. Okoli tega smo se strinjali vsi in danes sem jim tudi pojasnil, zakaj verjamem, da bodo te številke tudi dokončne. Ali obvelja resolucija Državnega zbora 3% ali deklaracija NATO, ki pomeni 5%? Zelo enostaven odgovor je v resnici. To, kar vi trdite, je deloma res, ker obstajajo 2 pomembni varovalki. Prva varovalka je, kot sem že omenil, da se v letu 2029 ponovno pretehta, kakšen je obseg izdatkov, ki je potreben za izpolnjevanje pričakovanj zavezništva. To je prva, ta je najpomembnejša. Druga je pa definicija, kaj se pa šteje v obrambne izdatke. In razlika med 3% pa 5%, ki jo vi omenjate, se večinoma nanaša na civilne projekte. Civilne projekte, v katerih je Slovenija že danes zelo prisotna. Praktično vsaka država lahko po svoji poljubni izbiri uvršča tudi civilne projekte v to razliko. Zato je to leto 2029 v resnici pomembno, ker takrat določamo, ali je naša resolucija, naša zaveza zadošča ali ne. Jaz sem prepričan, da bomo takrat dokazali NATO, da je to, kar bo Slovenija do takrat vložila, čisto dovolj. Ker je v deklaraciji dovolj varovalk, da razumemo, da 5% ni dokončnih. Verjamite mi, tudi zame bi bilo popolnoma nesprejemljivo dati 5% za orožje. In o tem ni bilo nikoli govora in na to tudi nikoli ne bomo pristali. Ampak je predvideno, da bo za orožje, za vojsko v Sloveniji postopoma do leta 2030 namenjenih 2% bruto družbenega proizvoda. Sedaj je na nas, da najprej izpolnimo to, čemur smo se zavezali, to je 2% letos, 3% do leta 2030. Od tu naprej je pa povsem novo pogajanje in povsem nova zgodba.
Mogoče, da ima kdo različne poglede v Sloveniji, na vrhu NATO, ko sem predstavil naš scenarij, do zdaj še nismo slišali niti enega glasu nasprotovanja. Kot veste, mi že s temi 2% letos in dodatnim povečanjem na 3% v naslednjih 5 letih imamo težave. Smo pa razumeli predsednika vlade pred 2 mesecema, ko je predstavljal namero o tej resoluciji, da bo pretežni del teh sredstev namenjen tako imenovani dvojni rabi. Slovenija že zdaj po naši oceni vlaga rekordne zneske v oboroževanje, predvsem za namene NATO. Mislim, da smo tam blizu 1,4% bruto domačega proizvoda in to je za nas res dovolj. Vzamem nazaj, mislim, da sta bila Sajovic in Arčon še zelo vsebinska v primerjavi s tem, kar je govoril Golob. Ja, predsednik vlade je inženir, doktor elektrotehnike, morda zato tako rad v vsaki drugi izjavi v zvezi z NATO-om govori o varovalkah. Ne? Zdaj, šalo na stran, ne? Ampak varovalke, na kaj v resnici Robert Golob stavi? Treba je brati med vrsticami. Pravi revizija 2029 in potem čisto nekaj drugega, v oklepaju, po mojem, saj takrat Donalda Trumpa z njegovimi norimi zahtevami po 5%, tako ali tako ne bo več v Beli hiši, kar je lahko sicer stava, ne, vendar to predvsem kaže, kako nezanesljiv politični partner je Robert Golob in to tokrat v tem primeru navzven, torej geostrateško gledano, vemo pa, kako nezanesljivi partnerji so to tudi notranje politično in v tej smeri gre ta izjava Mateja Tašnerja-Vatovca, kjer pa smo zdaj iz Golobovih 2% za obrambo oziroma orožje v ožjem smislu prišli na trditev, da je 1,4% čisto dovolj. Ne? Tako da, če je do tega trenutka še bilo 5, pa 3, pa 2, ne? Zdaj po mojem nihče, niti ambasade tuje, ki poročajo v domovino, niti mi ne vemo, niti gospodarstvo slovensko, ki bo to plačalo, ne ve, koliko bomo res dali. Ne? Zdaj, najprej bi opozoril Goloba, ne, da ni Trump prvi ameriški predsednik, ki opozarja Evropo, da more povečati svoje obrambne izdatke, da more poskrbeti samo za lastno na malo bolj medu način tudi Biden. Vsi, od Bush, Obame, Bidena in tako naprej so vsi opozarjali Evropo, samo da so bili pač malo bolj diplomatski in malo bolj nežni. Trump je pač nekoliko bolj robat v tem kontekstu, kar pa ne pomeni, da naslednji predsednik ali republikanski ali demokratski ne bo tega seveda izkoristil. To je ena stvar. Druga stvar, ne, kar me je zelo zabavalo, ne, pri tem Golobovem nimam druge besede kot nabijanje. Ne. Vsi imamo skupaj dokončni skupen cilj, ne, cela koalicija, pri čemer smo slišali, Levici je maksimalna meja 1,4%. Pri čemer skupni cilji padejo na dejstvu, da eni so za referendum, drugi pa ne. Potem je vprašanje zdaj 3 ali 5. Ne. Zdaj, če smo čist natančni, NATO je zelo specifično in nič, Golob tukaj govori, ne, da so to še civilni projekti zraven po poljubni izbiri. Ne. No, ta je huda, poljubna izbira. NATO je zelo jasen tukaj. 3,5% za obrambo, to je tisto, čemur bi Levica rekla orožje, tanki, ne vem kaj, ofenziva, karkoli. Ne, pri čemer mi je smešno, ko Tašner-Vatovec govori, da večino naše obrambe gre za NATO, nekaj ostalo gre za Rusijo, kaj ne vem, mislim. Ne, ampak se pravi, 3,5% orožja, 1,5% pa te dvojne rabe, torej to so pa vojaški helikopteri, ki so tudi recimo v civilni rabi za reševanje v gorah ali podobno, ali mostovi, ki so pripravljeni tudi za obrambo in podobne zadeve, bolnišnice, ki se jih lahko uporabi v vojski, železnice in tako dalje. Ne, to so, da bo jasno ljudem, ne, torej o čem se pogovarjamo, torej skupaj potem prijemo iz 3,5 plus 1,5 na 5. To je tisto, kar smo se mi zavezali NATO, ne, pri čemer Golob pravi, da je predstavil svoj plan in da se nihče ni ne strinjal. Jaz mislim, da če tukaj kdo verjame Robertu Golobu, ne, potem pa res... Pri čemer njegov obrambni minister Sajovic posebej poudarja, da so razprave na teh zasedanjih NATO tajne. Ne? Kako priročno, da potem lahko vsakdo pred domačo javnostjo pove, kar želi. Ne, potem pa reče 5% ni dokončnih, ne, da nikoli ni bilo govora o tem. Mislim, jaz ne vem, a je Golob bil v istem tem zasedanju NATO ali je bil vmes stinco nekje po nakupih, pa potem so bili popusti 3,5 pa 5%, pa niso bili dokončni. Mislim, da je hak za takšne dame celo predolgočasen, Peter. Tako da, ne, res, to se mi zdi res ena stvar, ki je tukaj zelo jasna. Torej, NATO bolj kot to jasen ne more biti, ne? In kot drugo, totalno nekredibilna država izpademo, ko se na tak način pravzaprav blamiramo, ne? Pri čemer še zdaj niti ni jasno, ali smo sploh za 3% ali niti za to ne. Ja.
Tako da to je, se mi zdi, res ena taka, ne vem, no, kot burleska, no, da bi pa odvrnili pozornost od te burleske, ne, smo pa spremljali potem ministra za solidarno prihodnost, ne, in tudi znanega po svojih aktivnostih v LGBT v preteklosti, ne, kako potem odvrača pozornost od tega z udeležbo na gej paradi, ne, oziroma paradi ponosa v Budimpešti, ne, ki je pa tudi bila svojevrsten dogodek. Jaz imam svoje mnenje o tem, kar Orban počne s to zakonodajo o zaščiti otrok, ki jo potem dejansko izkorišča za to, da razna, ne samo to zborovanja, ne, ki niso po všeči vladajočega Fidesa, potem zapakira pod potencialno ogrožujoče dogodke. Ne. Mislim tudi, da je ta tip Orbanovega konzervativizma v nečem zelo nedosleden, ker ko gre za ekonomijo in splošen princip gradnje družbe pravi svoboda posamezniku, odgovornost posamezniku, čim manj države, no, ko pa pride potem do parade, pa čim več države, kar naenkrat. Ne. Tako da to je to, tudi kršitev zakona strani Maljevca se mi zdi v tem primeru še najmanjši problem. Zakaj? Primerjal bi jo nekako pač s prekrškom, ki ga naredi na madžarski avtocesti, je res sicer tukaj zagrožena mnogo višja finančna kazen, ampak okej, ne. Kjer pa vidim probleme, pa ta, ki ga omenjaš. Kakšna distrakcija od tega, kar se dogaja doma in tudi na njegovem resorju je to. Od tega, ne, da je Levica povsem kapitulirala pred ekscesi dobesedno Roberta Goloba, ne, in da je tukaj v ozadju očitno, kako zelo vsebinsko izpraznjeni in neenotni so tudi de facto v tej vladni koaliciji, do tega, da vprašanje, glede recimo, ne, paradne teme Levice, še ene vprašanja stanovanj za mladih, se pač bodimo iskreni, v 3 letih in pol ni zgodilo nič. In seveda tisti iz Levice, ki naj radi pogledajo, ne, bodo rekli, ja, rekordna sredstva so v proračunu. So obljubljena za naslednje vlade. Tako, ampak enako kot si NATO naše milijarde do 2035, ta hip ob takšni vladi lahko namaže na kruh, si tudi mlade družine lahko ta še nezgrajena stanovanja v glavnem namažejo, ne vem, pa na kaj drugega, ne. In zadnje, dolgotrajna oskrba, o kateri tudi v tej epizodi še bova, ki je tudi nastala nekako pod plaščem Levice, ne, je samo še en davek na zalogo, kjer dejansko storitve v ozadju ni. In zato jaz sem prepričan, da zaradi takšnih stvari, zaradi popolne vsebinske praznosti in operativne nesposobnosti, je pač najlepše imeti, mislim, da je bila sobota, je bila nedelja, v glavnem pozno popoldanski, sobotni, poletni, privatni safari, mu jaz rečem, v Budimpešti pač. Ja, se je skoraj res tako izgledalo, ne. Zdaj, jaz bi tle izpostavil 2 stvari, no, se mi zdi, da tukaj, ko govorimo, eno so pravice ljudi, ne, drugo so pa potem neke agende, ki se širijo, in potem, ker se te agende širijo tako zelo agresivno, je potem tudi odgovor včasih na nje zelo agresiven, morda preveč agresiven, pa vendar se mi zdi vseeno prav poudariti, da vendarle vseh teh agend vendarle ne gre spustiti v družbo. Ne. Je pa res, da v konkretnem primeru v Budimpešti pa se zdi, da je pravzaprav vlada Viktorja Orbana skušala preko te prepovedi gejevske parade pravzaprav na zalogo prepovedati še kakšna druga zborovanja proti sebi, sploh ob dejstvu, da se Viktorju Orbanu pred prihajajočimi volitvami, ki so prav tako kot pri nas leta 2026, ne, Maje Stavček in... No to, po 12 letih je tam proti kandidati, ki mu ankete celo trenutno nakazujejo rahlo prednost, ne, in mislim, da je v bistvu tudi to stopnjevanje kulturnega boja znotraj Madžarske v bistvu zdaj ena od tehnik, s katero bo Orban poskušal preživeti še 4 leta morda. Ne. Pa bomo videli, če mu bo uspelo. Zdaj, je pa res, da pač, se pravim, v tem kontekstu vendarle pa niso te stvari tako nedolžne sploh ob dejstvu, če pogledamo, kako pač te parade v praksi običajno zgledajo. Zdaj, ko sva rekla, bomo videli, kako preživeti na Madžarskem še 4 leta, lahko podobno rečeva za Slovenijo, bomo videli, kako javne finance lahko kaj podobnega preživijo še 4 leta. Ja, recimo, zdaj, ta teden je prišla ven informacija, torej analiza fiskalnega sveta, ki je pa zastrašujoča, ne, poveva, da je v prve pol leta, torej v prvih 6 mesecih, državni proračun zabeležil 800 milijonov evrov primanjkljaja, ne, oziroma povedano drugače, 750 milijonov več
kot lani. Oziroma prosto po Robertu Golobu, ne, je to nekaj, kar nam zavida vsa Evropa. Najmanj Evropa, če ne svet. Razlogi? Razlogi so zanimivi. Ja. Plačna reforma in katastrofalno črpanje evropskih Ampak sredstev. pazi. Kdo je, torej vse tri točke so tukaj pravzaprav odgovornost Golobove vlade. Če prevedemo to v malo manj akademski, malo bolj praktičen ljudski jezik, ne, ohlajanje gospodarstva je kaj? Je direktna posledica pretiravanja z davčnim primežem. Davčnim in birokratskim. Namreč fiskalni svet ugotavlja, med ključnimi faktorji, ki zmanjkajo na prihodkovni ravni, so padci od pobranih davkov. Iz dveh razlogov. Del državljanov se dejansko upira sivo ekonomijo temu, kar gledajo, se pravi nenehnemu dvigovanju prispevkov. In drugo, dejansko prispevki dušijo potrošnjo tako podjetij, se pravi investicije, kot gospodinjstev, torej neke nakupe v trgovinah. Druga stvar, plačna reforma, če se jaz prav spomnim, je bila na začetku mandata obljubljena kot reforma, ki bo odpravila krivice slabo plačanih v javnem sektorju, odpravila pa je predvsem, kako bi rekel, lakoto po luksuznem življenju že tako prej najbolje plačanih javnih funkcionarjev. In zadnja točka, črpanja evropskih sredstev, bi dodal samo to, zakaj se je tudi treba vprašati. Morda sploh ni motivacije, da bi jih črpali bolje, ker sredstva, ki jih načrpaš preko Bruslja, so predmet ostrega nadzora strani Evropskega javnega tožilstva. Problem korupcije imamo pa v Sloveniji že tako hud, pod to aktualno vlado pa še malo hujši kot prej. Ja, pričemer pa vlada namesto, da bi se ukvarjala s tem, kako bi počrpala evropska sredstva, ki mimo grede so vsaj v tistem svežnju odpornosti in razvoja po pandemiji, oziroma mislim, da okrevanja, po pandemiji pravzaprav plod dobrega pogajalskega izhodišča, tukaj pa treba priznati Janeza Janše, ki se je v Evropski uniji kot izkušen politik pač takrat zelo dobro izpogajal, pa zdaj njegovi nasledniki tega ne znajo izkoristiti, se pa vlada namesto tega ukvarja s bitko s petrolom. Bi se, preden grejo na petrol, samo še za hip vrnil iz teh javnih financ na obrambo. Ni manevra, sporočilo, ki ga lahko beremo med vrsticami fiskalnega sveta, ki med drugim na posebno tveganje, dodatno tveganje opozarja ravno na dvig obrambnih izdatkov. Manevra za 3,5 milijarde na leto za obrambo ni. Ta vlada si ga preprosto ni pustila. Zato je v bistvu pred zavezami, ki jih je dala NATO, gola in bosa, v resnici tudi v proračunu, ne samo sprta med seboj. No, in zdaj sva pri petrolu, ki je pa v bistvu posledica tega, o čemer govoriva, ker je to panično polnjenje davčne blagajne z previsokimi trošarinami, med drugim pa še kaj v ozadju. Še v ozadju nekaj bistveno drugega. Torej, niti celo sama vlada te bitke s petrolom ne utemeljuje z polnjenjem proračuna, ampak vleče iz rokava razne ase. Pa pogleda morda najprej čisto, nekoliko so to že analizirala v prejšnji tedenski bonus oziroma special epizodi za naročnike, pa par detajlov morda razkrijeva tudi tukaj. Torej, vlada ni uspela na čelo nadzornega sveta imenovati edinega nadzornika, ki ga ima dejansko recimo temu pod kontrolo ali pa je zvest Robertu Golobu, to bi bil Marko Jazbec. Med drugim mož Saše Jazbec, ki je desna roka ministra za finance Klemna Boštjančiča, ker so ga preostali lastniki, ker je vendarle država le tretjinski približno lastnik Petrola, pač preglasovali. Zdaj pravzaprav Robert Golob maščuje, oziroma bije to bitko s petrolom, da poskuša odvzeti del dobička s tem, ko omejuje marže tudi na avtocestah. Tako, ta kadrovski razlog, ki si ga omenil, je razlog, da država in z agresivno politiko trošarin sesuva osnovno strukturo cene litra goriva in potem dodatno zbija že tako nizko maržo, ki jo ima petrol. Zdaj pa pogledaj, kaj so o tem, potem, zdaj bije se petrol, potem je vrnil žogico in je napovedal torej zaprtje nekaterih odročnejših bencinskih črpalk, odpovedal je tudi sponzorstva in pa odpovedal vse investicije v Sloveniji. Zdaj v ozadju, odpovedi sponzorstv zelo bolijo recimo različne lokalne šerife po Sloveniji, med drugim ljubljanskega župana, ki je izjemno tesno povezan s to vladno koalicijo. Za različne javne zavode, prireditve, različna praznovanja, poletja, športa in podobnih stvari, preko katerih se tudi
pere denar med drugim vsaj na ta Zoran Janković način že leta in leta. Dobavna veriga, ne, revizija dobaviteljskih pogodb v Petrolu, bo pa dejansko lahko posegla, ne trdim, da bo, lahko pa bi posegla direktno v vrh aktualne koalicije, v družinsko podjetje Matjaža Hana, ki dolga leta posluje s Petrolom, mislim, da čistijo in vzdržujejo bencinske servise. Ne. Tako da me v bistvu preseneča, kako se je SD z dvema ministroma, Hanom, ki je tam nekje ob strani praktično neviden v tem spopadu, in Aleksandrom Jemškom, ki je bistveno bolj aktiven, v bistvu odločila pomagati Svobodi, da lomijo Petrol. Ja, nenavadno, ves čas pravzaprav socialni demokrati držijo neko štango Svobodi z izjemo tistega že v začetku omenjenega referenduma, pa pogleda izjavi Goloba in Jevška. Vsak bi lahko izsiljeval, s tem zbiral. To ne kaže na nič drugega kot na to, da ima očitno Petrol res monopolni položaj, ki ga poskuša izkoriščati za povečevanje lastnega dobička. Za take poteze obstaja ustrezna zakonodaja. Ne glede na to, jaz sem za jutri sebi poklical na posvet predsednika uprave Petrola, zato da se usedemo, da mu jasno povem, kaj si mislimo o njegovih ukrepih, pa tudi, da se pogovoriva o bodočih korakih, kjer ima država na razpolago cel niz ukrepov, za katere si pa ne želim, da bi jih morali izvajati. Naprimer? O tem bomo govorili kasneje, če bo to potrebno. Ne boste me prepričali in nikogar ne boste prepričali, da 4 male bencinske črpalke v Sloveniji zmanjšujejo dobiček, 150 milijonski čisti dobiček neke družbe, ki ima veliko črpalk. To ni pogojevanje. Ampak, če kdorkoli razume ta ukrep v krajih, kjer ljudje nimajo druge možnosti, potem naj gre v Solčavo in vpraša kmeta, ki mora sedaj 40 km tankati svoj traktor, da lahko dela, opravlja na domači kmetiji, potem ne boste prepričali nobenega. In tudi Petrol ne bo prepričal nobenega. To je preprosto, oprostite, izsiljevanje. Ja, izsiljevanje, lahko bi rekla, da je izsiljevanje, ampak kdo pa je začel, ne? Kdo pa je začel? Začela je vlada s tem, ko je omejila trošarine na avtocestah, marže na avtocestah, zato, da bi prisilila, da bi izsilila svoje kadrovske poteze na vrhu Petrola. Mene dvoje fascinira v tem strani premijeja, da tako odkrito, ne, ker vsaj za tiste, ki malo bolj to spremljamo, je bila to odkrita grožnja na zalogo. Si ne želim, da bomo uporabili še kakšen arzenal ukrepov, o katerih zaenkrat ne želim govoriti. Ne. Drugo pa strani ministra za kohezijo, ki sva prej omenila, da v glavnem ne črpa evropskih sredstev, torej ne polni državne blagajne, ne, da govori o dobičku družbe, ki je v tretjinski lasti države, se pravi vsak 3. evro dobička gre državi, ne, govori o dobičku Petrola kot o psovki, kot o nečem skrajno slabem. Vendarle je Petrol družba na borzi, katere se pričakuje, da ustvarja dobiček. Njena naloga, smisel je ustvarjanje če smo dobička, pikri, pa vendarle zelo realni, je Petrol med drugim tudi družba, katere delnice ima marsikateri minister aktualne vlade, ne? Pa tudi kakšne prejšnje. Ne? Ampak vendarle Petrol ni nek dobrodelna organizacija. Ne? Torej, zdaj so užaljeni, ne? Zdaj, ko so dobiček Petrola omejili, so užaljeni, ker ga ne bo več tako široko razdeljeval v slovenski šport, fundacije in razno druga sponzorstva. To je ena stvar, ne? In druga stvar, pač, tukaj se mi zdi pa res najhujše, ne? Da so žrtev tega spopada velikih v Ljubljani, ne? Pa pravzaprav kmetje v Solčavi. Ne? To je pa, ne, pri čemer je, se mi zdi, cinično, ko se Jevšek in Golob pravzaprav zgovarjata na kmete v Solčavi, ko sta vendar sama začela to vojno. Jaz moram reči, da kljub svoji kar kilometrini dolgoletni spremljanja slovenske politike sem se sredi tedna ujel v razmišljanju o tem, zakaj Aleksander Jevšek. Odkot torej o zgodbi o maržah in o trošarinah na liter bencina in eni večji mislim, da celo največji gospodarski družbi v Sloveniji, minister za kohezijo, kje je finančni, kje je gospodarski, kje so drugi pristojni ministri, okoljski. In sem potem začel raziskovati in prišel do naslednjih sklepov, da dejansko ves regulatorni okvir, kar se tiče trgovanja z naftnimi derivati, z maržami, cenami, z vsem ured, je dejansko domena okoljskega ministra, ki ga ne vidiš nikjer. Mislim, da se je enkrat oglasil še to samo na družbenih omrežjih z
z nekim storijem, v bistvu pogovorno rečeno. Gospodarski minister je ob strani, si mislim zakaj, je v zadregi, ker posluje s tem istim Petrolom in pravzaprav ne ve, s katero izjavo si bo naredil slabšo uslugo, pa je raje tiho. Ne? In potem je tu Jevšek, ne, ki se je ujel na zakonodajno slamico. Namreč moje preiskovanje področne zakonodaje je pokazalo, da edini primer, kjer lahko minister za črpanje evropskih sredstev komentira Petrol, je, kadar grozi degradiranim območjem, naprimer Solčavi, ne, zapiranje osnovnih storitev. In na to so se obesili v vladi. Ne. Ja, pričemer zdaj, če bi šli v komentarje, ne, torej Jevšek recimo verjame, da bo nastala dolgoročna rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani, do tega sicer ta teden mimogrede ni prišlo, ne. Ampak če že govorimo o kohezijskem ministru, ki upravlja s temi problemi, ne, torej zdaj bo država omejila marže na avtocestah, kjer primarno tankajo itak tujci, ne, nekje samo 5% tankanj na avtocestah opravijo Slovenci. Torej 30 milijonov bomo vrgli stran, ki bi jih lahko pobrali od tujcev, zato da bomo zdaj iz nekih kohezijskih, torej iz nekih davkov subvencionirali črpalke na obrobju. To sem hotel reči. Če je že kakšna vloga kohezijskega ministra, če tako zelo želi odpreti te degradirane, nekako odročne bencinske črpalke, potem je njegova vloga, da zagotovi sredstva, da jih odpre v bistvu na stroške državnega proračuna, ne na stroške oziroma na minus Petrola, ne? Ampak to seveda ni predmet debate. Ali pa recimo na račun tujcev, ki čez Slovenijo samo vozijo. Ne? Ampak vrhunec pa potem te zgodbe sage o Petrolu je pa, ko se oglasi še borka za vse pravice, ali kako bi rekel, za vsako temo, ne? Strokovnjakinja za vse od zdravstva do naftnih derivatov, nikako več. Ampak gledamo še to, no. Ta Petrol, to je mene toliko razjezil. Razjezil me je zaradi tega, ker ena osnovnih stvari, ki se mi v inštitutu borimo proti, je v resnici pohlep in ta neka želja po kapitalskem dobičku, izkoriščanje ljudi. In ko je država se odločila regulirati cene benzina, se je nam to zdaj res dober ukrep. Mislim, cene benzina so na avtocestah višje, treba je zaustaviti to grozljivo rast teh cen. Petrol ima rekordne dobičke in se je nam zdaj sam super, da se je to zgodilo. So pa oni ratali na polno užaljeni, zaradi tega, ker jim je začel groziti to, da bojo izgubili ta denar. In prva stvar, po kateri so usekali, so slovenski športniki in kulturniki in rekli, ukinili bomo sponzorstva, zaradi tega, kljub temu, da imamo te dobičke, ker je država regulirala te cene, ker država dela to, kar je njena naloga. Druga stvar pa, da so se odločili, da bojo protestno zaprli bencinske črpalke v nekih manjših krajih. Sploh ne na avtocesti, kjer država to regulira, ampak oni bojo šli v majhne kraje, ki so odvisni od teh črpalk, zaradi tega, da tam delajo pritisk in da izsiljujejo. In ta pohlep, to gre meni najbolj na živce. Ja, ko govori o pohlepu, ne bi se dal tudi govoriti o letnem proračunu zavodov in inštitutov, ki jih vodi, ampak kar mene spet najbolj moti, je tako obširno razlaganje in govorjenje o stvareh, o katerih evidentno ne ve skoraj ničesar. Malo cinično seveda bi jo napotil na zanima.me. Zakaj? Ker iz izjav Nike Kovač je razvidno, da pojma nima o tem, zakaj gre vladi Roberta Goloba, ko lomi hrbtenico Petrolu. Prepričan sem, da če bi vsaj nekaj vedela o zakulisju, bi verjetno lahko tudi na ta spor okrog Petrola pogledala z drugimi očmi in morda bi namesto ta Petrol, me je tako razjezil, rekla to izsiljevanje vlade in interesni apetiti Boštjančiča in Goloba, to me pa res jezi. Ja, ampak Nika Kovač vedno tudi po 4 letih, ne, čeprav v tem istem podcastu pravi, kako je kritično do vseh, tudi do vlade, pravzaprav izvaja izključno in samo tipičen vladni PR, ki je samo nadaljevanje tega, kar smo že videli pri ministru Kumru, pri ministru Jevšku in pri samem premierju Golobu. Ne. Ampak zanimivo, ne, premierju Golobu nekako v anketah ta zadeva... Vsi te prijemi niti ne pomagajo. Ne pomagajo, medtem ko se Levica in
SD, zdaj ne vem, a na podlagi teh referendumov o obrambnih izdatkih ali na podlagi česa drugega, kar nekoliko krepita. Ne? Ja, če pogledaš metodološko, pač stroka pravi, da dejansko sta SD in Levica v zadnjem mesecu dobili več priložnosti za izjemno jasno oblikovanje nekih javnih stališč, pa se z njimi strinjamo ali ne, in je to seveda vplivalo na percepcijo ljudi oziroma na ta priklic, ki je viden tudi na stolpcih. Tisto, zaradi česar bi jaz vse tole imel z rezervo, pa je seveda, da tu ni Vladimirja Prebiliča. Lahko pa ugotovimo, po 3 zaporednih mesečnih pacih, ko je šla Svoboda, mislim, da iz več kot 23 odstotnih točk na okroglih 20, da je Prebilič izbral tajming, ko je napovedal jesensko ustanovitev stranke. Zakaj? Tudi tik pred počitnicami. Lahko bo na nek način v obdobju kislih kumaric stregel medijem po kapljicah neke zgodbe iz svojega tabora, preverjal tudi, katera imena njegove bodoče ekipe bodo naletela na lepši, slabši odziv in na nek način opravil selekcijo težji del posla do vroče jeseni. Ja, jaz bi ob tem dodal še to. Na koncu lestvice imamo recimo en zanimiv poudarek na stranki Vesna, ki je od združitve oziroma od napovedane združitve stranko Levica pravzaprav v stagnaciji. Mislim, da je Vesna bila karkoli si v njej mislila, pa kakorkoli je sicer po nekaterih vrednotah in izhodiščih dejansko sicer blizu stranki Levica, je vendarle bila nekoliko neobremenjena z razno korupcijo, z raznimi temi denarnimi škandali. Imela je tudi to kredibilnost recimo nekega glavnega okoljskega lika Uroša Macerla in tako naprej. Zdaj pa poglej ta padec iz 8 na skoraj polovico na 4,9 odstotka in to je cena višjih ciljev levega političnega pola oziroma tranzicijskih omrežij v ozadju. Zakaj? Vesni praviš, kakorkoli jo kdo gleda in vrednoti, so vse ankete in Valikonova in Mediana pred tem kazale na gladek samostojni preboj v parlament, zdaj pa dejansko tonejo na račun tega, da bi levi pol kot blok, monolitni blok, prišel do 46, bom pa rekel in da bi dal štango Levici, ki pravzaprav je zgubila vso kredibilnost in počasi tone pod parlamentarni prag. In če pri Levici in Vesni in pri tej novi zvezi med njima ni dvoma, kaj si želijo si še enega levega monolita naslednje 4 leta, bo ta jaz bom rekel, da kar zgodovinska odgovornost za to, ali bo še en monolit ali pa bo vendarle kaj bolj živobarvnega nastalo po marcu 2026, na 2. Na enem, ki ga v stolpcu ni, torej Vladimirju Prebiliču, in na SD-ju, ki mu zdaj tudi višji odstotki nalagajo premislek o tem, kam naj te poslanske mandate nese v bodoče. Jaz bi tukaj te dopolnil še za 2, torej še demokrate, ki se jih nekako omenja kot ta tretji steber in Novo Slovenijo, ki se je očitno ta teden ni ravno še poznala v korist napovedi Mateja Tonina o koncu svojega predsedovanja stranki. Ko so pa že pri Novi Sloveniji, bi pa izpostavil še eno stvar, in sicer očitno v tem boju z opozicijo ne gre niti mimo zlorabe policije, vsaj tako se nekako zdi, to opozarjajo 4 poslanci Nove Slovenije in sicer torej Žakelj, Vrtovec, Tonin in Horvat, ki so zdaj tudi uradno oziroma zdaj vemo, da je šlo za 4 kazenske ovadbe in ker so oni že v preteklosti povedali, da jih pač policija preiskuje, se sklepa, da so to pač oni 4, torej so ovadeni, ker so v skladu s siceršnjo prakso KNOVS-a preverjali pač 15 telefonskih številk, ali jih policija spremlja ali ne. Med drugim je to tudi kakšnega svojega člana, recimo Hajdinjaka in tudi, tako naprej. Ampak predvsem je treba poudariti, da to je v domeni KNOVS-a, ne samo, da je to pravica KNOVS-a, to je celo dolžnost KNOVS-a. To je treba povedati. KNOVS služi tako imenovanemu sistemu zavor in ravnovesij, checks and balances v demokratičnih sistemih in ravno ta, tudi izrecno možnost vpogleda v morebitne prisluhe proti članom lastne stranke je del tega nabora ukrepov, ki v bistvu zagotavlja, da demokracija deluje. Zakaj? Opozicija je, to lahko v Rusiji vidimo na ekstremen primer, ena prvih tarč morebitne zlorabe represije in če te možnosti opozicija nima, potem lahko koalicijska večina vnaprej domneva, da ni nikogar, ki bo ugotovil, da je do zlorabe, naprimer prisluškovanja, sploh prišlo. Še 2 stvari je po mojem treba tukaj nujno povedati. Omenjaš prakso parlamentarno, Po mojem raziskovanju lastnem 2013, 2017, 2020, 2025 mrgoli primerov, kjer so KNOVS-i pod različnimi vodstvi
pa je bil Žan Mahnič podpredsednik, pa Branko Grims predsednik, pa mislim, da ne vem, še nekdo iz vrst SDS-a in Matej Tonin vmes iz Nove Slovenije, mrgoli primerov, kjer so preverjali prikrite preiskovalne ukrepe proti članom teh istih strank, nikoli ni bilo kazenskih ovadb, kot so zdaj, kar lahko v bistvu kaže na strašljivo ugotovitev, da ne pod Marjanom Šarcem, ki smo mu pripisovali vpliv Damirja Črnčeca, ne, niti pod Alenko Bratušek, še manj pod Mirom Cerarjem ni bil pritisk na policijo nikdar tak, kot v času depolitizirane policije, ki jo je obljubil Golob. Ob tem pa treba povedati še nekaj, ne, da v tistem trenutku, ko se očita Žaklju in Janezu Žaklju in Mateju Toninu zloraba položaja, ne, sta bila skupaj z njima na policiji, ker vedno se gre na te preglede policije z nekaj koalicijskimi in nekaj opozicijskimi poslanci. Ne. Torej, takrat sta bila zraven tudi poslanec Svobode Teodor Uranič in poslanec Socialnih demokratov Predrag Bakovič, ki pa več kot očitno nista v teh policijskih preiskavah. Ne. Tako da je tukaj zelo očitno targetirano izključno na člane opozicije oziroma v tem primeru Nove Slovenije. Kar je pa potem tukaj še velika ironija na strani preiskovalcev, se pravi policije, slišati je bilo, da jih skrbi odsotnost listinskih dokazov, torej da bi osebe, kot so Vežnaver, Hajdinjak in ostali, ne, z tega seznama 15 številk, sami zaprosili naj KNOVS to preveri, namreč niti zakon o KNOVS-u, niti poslovnik KNOVS-a ne določata oblike, po kateri mora biti ta želja sporočena, lahko je ustno, lahko je po telefonu, kakorkoli, ni nujno, da je to elektronska pošta ali neka uraden dopis, ne? In da se v ozadju dogaja znotraj policije v zvezi s tem primerom nekaj čudnega, kaže tudi prenos pristojnosti za ta primer iz Ljubljane, kjer so se po mojih informacijah uprli kriminalisti, da bi mesece in mesece zapravili za umazano delo in so potem dejansko dobili to stvar v reševanje v Mariboru in še nekaj. Ne. To je premalokrat poudarjeno dejstvo. 27. člen zakona o delovanju KNOVS-a policiji kot organu, ki je podvržena poslanskemu nadzoru, omogoča, da vsak podatek, ki bi se izdel sporen, zadrži zase in preprosto politiko zavrne v njenih apetitih. Pa tega v nobenem primeru teh 15 telefonskih številk ni naredila. Ne? Zdaj, ko smo že pri nadzoru in pri zavorah in ravnovesjih, ne, vedno bolj brez zavor, je dogajanje v zadnjem času v območjih, ki so poseljena tudi z romsko skupnostjo, ne konkretno najhuje zadnje čase v Ribnici, čeprav ne zgolj v Ribnici. Ne. Pravzaprav imeli smo v zadnjem času primer, ko so v Šentjerneju pretepli občana, imeli smo situacijo v Ribnici, kjer je bil najprej pretepen župan, potem še policistka, potem nek mladoletnik, ne, in ta teden še napad na socialno delavko, oziroma mislim, da je bilo prejšnji teden, pa je ta teden prišlo to v javnost. Norčevanje iz policista, ki je posredoval v manjšem incidentu in sta mu potem dva pripadnika romske skupnosti posmehljivo pela v obraz. Ampak kar je še posebej zanimivo, ne, mi imamo tukaj potem zdaj pripadnico romske skupnosti, ki je celo sama v kamero povedala, ne, da je svojih hčerki naročila naj udari torej to delavko Centra za socialno delo. Če stvari ne bi dejansko bile tako napete v Ribnici, bi lahko bil posnetek celo simpatičen, pa je po 3 letih neukrepanja aktualne vlade vse prej kot to, ne. Dotik je bil, to pa se ne sme lagati. Ja. To je res. Udarila jo je na roki in je odgovorila, da več gor ne sme ona. Kot še dodaja, se je na to umaknila na stran, na to pa naj bi k socialni delavki pristopila še njena hčer. In jo je vprašala, kaj se dogaja. In ona je tam ali odgovorila nazaj, naj se umakne, da smrdi, da je umazana. No in takrat sem jaz rekla, tam ali jaz, se ne bi tam mala jaz. Ko jo je užalila, da jo naj udari. In takrat jo je Viktorija udarila po roki. Ja, naj jo udari, ne. No, tako se to ponovno rešuje, ne. Pričemer očitno, kot opozarjajo, ne, policija očitno v tem območju izgublja vso avtoriteto, ne, se pa odpravlja v teh dneh v Ribnico, torej notranji minister, da bo preveril, kaj se dogaja. Zdaj pa bo, kaže, da je stvar šla tako daleč, da je popolno nespoštovanje uradnih oseb in države kot take, pač prisotno na teh območjih. Bi pa rekel, da imajo 2 leti in pol vsaj vso zakonodajo, ne, spisano v predalih, marsikater, mislim, da vsaj 3, notranjega ministrstva, pravosodnega in ministrstva za delo, ne, in
se pač sprenevedajo. Podobno kot sva v tej epizodi rekla, da se sprenevedajo glede proračunskega primanjkljaja, glede stanja javnih financ, pa glede zavez, na primer NATO, se tudi tule sprenevedajo, medtem ko se dogaja kriminal tistih, ki jim država nekritično zaenkrat deli, ne, socialne transfere, imajo vse predloge na mizi, da bi jih dodeljevali bolj kritično, pa tega ne želijo. Ne, kot tudi na področju, recimo, če greva naprej, spet nekritično sprenevedanje, ko gre za čisto pitno vodo v Ljubljani. Trenutno je sicer gradnja na kanalu C0 ustavljena, čeprav Zoran Janković še vedno pritiska za naprej. Je pa znova odprt Maxi Market. To ta, bi rekel, mikroprimer tega, kaj se lahko zgodi v Ljubljani, recimo, če bi začel kanal C0 puščati nekje nad vodnim zajetjem v Klečah. Kaj se je zgodilo? Namreč po 3 mesecih so odprli nazaj Maxi Market, ko so več tednov poskušali dezinficirati, so ugotovili, da je pravzaprav ta onesnažena voda pustila, bom rekel, nek, kot se temu reče, biofilm, oblogo na ceveh in so morali enostavno zamenjati 80% vse vodovodne napeljave v Maxi Marketu. Zdaj samo sanacija je odnesla tam 200 do 250 tisoč evrov lastniku, potem je tukaj, če se šteje še škodo dohodka, je že čez milijon, v resnici 2. Tako da dejansko si lahko predstavljaš razsežnosti problema za C0, kolikor bi bilo kaj narobe. Ko govorimo, tukaj je bilo 500 okuženih, v primeru C0 bi lahko govorili o pol milijona. Da spet o ekonomskih proporcijah potem niti ne ugibava. In ekonomskih proporcijah, med ekonomske proporcije spada koga pa zanimajo ekonomski proporciji sicer, ampak tisto, kar še vidim v tej preiskavi, je pa tudi težava, ki jo ima Slovenija s preiskovanjem katerekoli javno malo bolj odmevne zadeve, pa naj bo ta kazenska, pa naj bo ta takšne narave, okoljevarstvene, kot je ta. Namreč to kaže, da podsistemi niso neodvisni. Če v 3 mesecih do pač konca sanacije, ko zdaj Mercator želi povrniti javno zaupanje, pridite nazaj v Maxi Market, ker se zdaj z vodo, s kavo ne boste več zastrupili, ampak do zdaj ni bilo nobene komunikacije. Zakaj? Ker se pravzaprav vsak od organov, ki je bil del tega razčiščevanja, boji komunicirati mimo svojih gospodarjev v ozadju. Se pa ne bojijo te gospodarji v ozadju pobirati dodatnih davkov. Smo vstopili v mesec julij, kar pomeni, da smo začeli tudi plačevati 2% od naših bruto plač v dolgotrajno oskrbo. Zdaj, zakaj govorim 2%? Ker gre 1% od bruto plače prispevki delojemalca in 1% delodajalca, kar pa je v praksi pravzaprav iste dolgotrajna oskrba vsaj zaenkrat tako kot strah, noter votla, okrog je pa nič ni. Pravzaprav imamo govor pristojnih, kako je vse pripravljeno, kako se nič ne zamuja, medtem ko delavci na terenu... S pobiranjem denarja se ne zamuja, to drži. To drži, z izvajanjem storitev pa poglejmo. Da je tako na strani izvajalcev kot na strani uporabnikov oziroma bodočih upravičencev veliko nejasnosti. Ministrstvo je imelo 2 leti časa, da zakon pripravi za praktično izvedbo, a da bo ta res stekla že jutri, danes verjame le malo kdo. V praksi to seveda pomeni, da jutri ne bomo pričeli z izvajanjem same oskrbe. Kadra za izvajanje hudo primanjkuje, finančna plat in standardi storitev ostajajo nejasni, informacijski sistem še ne deluje, recept za katastrofo bi lahko rekli. Največji problem vidimo v tem, da informacijski sistem še ne deluje oziroma naj bi začel delovati šele jeseni in da se bo vse verjetno zamaknilo, kar je potrebno obvestiti državljane. A ministra to, kot kaže, ne skrbi preveč. Na informacijskem sistemu intenzivno delamo, jaz verjamem, da bo zaživel takrat, ko ga bomo potrebovali. In da vam bo znova zatajil informacijski sistem in točno to se vam delo. Ljudem boste pobirali denar, medtem ko dolgotrajne oskrbe kot take pa niste vzpostavili. Zdaj tudi veste, da imate težave z kadri. To bomo še v nadaljevanju, če dovolite, da na to odgovori. Ni res. Z današnjim dnem se pravica do oskrbe na domu prične, ampak da se pričnejo izvajati, je najprej treba oceniti ljudi,
potem pa izdati odločbe. Skozi 2 meseca poletna se bodo pričele ocenjevanja, jeseni, ko bo ta komponenta informacijskega sistema aktivirana, se bodo pričele izvajati odločbe in v letošnjem letu, popolnoma tako, kot smo načrtovali, bomo imeli prve uporabnike oskrbe na domu. Glejte, vi ste Delujemo se z popolnoma po zakonom časovnici, do sedaj zavezali. nismo niti enega časovnega roka, kar smo se ga zavezali, prekršili. Z današnjim dnem, ko bodo pričeli plačevati davek, nimajo dolgotrajne oskrbe na domu zagotovljene, medtem ko domovi sploh ne vedo, kako bodo dolgotrajno oskrbo izvajali. 90% občin je povedalo, da trenutno ne vedo, kako bodo izvajali dolgotrajno oskrbo. Generalni sekretar, jaz res ne razumem, v katerem sporednem svetu vi živite. Ljudje nimajo danes pravice do dolgotrajne oskrbe, ki bi jo morali imeti zagotovljeno po zakonu. No, slišali smo legendarne izjave ministra Maljevca o tem, da nekje na poti od Budimpešte do Ljubljane intenzivno, osebno je rekel, dela na informacijskem sistemu, ki bo, to je pa še bolj legendarno, zaživel, koga bodo potrebovali. Enako je tudi s prispevkom. Poberemo takrat, ko ta denar potrebujemo, ne glede na storitev. Državnemu sekretarju z tega ministrstva pa sporočam, da sicer sijajno, da bo celo poletje delal, ker si na tem ministrstvu tudi dodatek na stalno pripravljenost izjemno radi izplačajo v času dopusta. Sicer bi pa rekel, da pač krasno, ampak ko bodo imeli evidenco upravičencev popisano in ko bodo imeli izvajalca storitev na lokalnem nivoju za te storitve, potem naj nam začnejo pobirati dodatek. Ja, torej pobirajo ga že pravzaprav, smo že v juliju, torej od te plače za ta mesec ga bomo že plačevali. Storitve bodo pa enkrat, ne vemo, morda jeseni, morda po zimi, morda naslednjo pomlad, pri čemer je treba poudariti, da so najprej zamik, torej že prejšnja vlada je pripravila dolgotrajno oskrbo, pa je ta vlada zamaknila za 2 leti. Torej najprej smo imeli zamik dolgotrajne oskrbe in v tem času niso uspeli pripraviti niti informacijskega programa, ki bi moral že delovati, če bi hotel oni s 1. julijem začeti izvajati, kajti ko informacijski program uredijo na ministrstvu, se morajo potem na ta informacijski program prilagoditi še ponudniki, pri čemer pri ponudnikih, spet, ko govori državni sekretar, niti enega datuma nismo zamudili. Pazi to, občinam so dali do 1. maja rok, da lahko podpišejo pogodbe z obstoječimi izvajalci, recimo storitev pomoči na domu in podobno. Kdaj pa so oni objavili cenike? Obljubili so jih za 27. april, dejansko so jih objavili 8. maja in te ceniki so nižji od stroškov, torej občine, kot je rečeno, 90% občin ni moglo podpisati, ker ti izvajalci ne želijo podpisati pogodbe, ker so ceniki preniski. U njih 10% občin so pa občine, ki imajo svoje lastne zavode in zato pač se temu ne morejo izogniti. Veš, kaj ugotavljam, ko te poslušam in ob koncu te epizode, da je vse v tej državi na zamik, ker tudi zaveza do NATO je najprej do 2029, pa bomo videli. In podobno je z dolgotrajno oskrbo. Je nekaj, kar naj bi jeseni zaživelo, morda bo, morda ne bo, bomo videli. In še dobro lahko dodam za konec v najnem slogu, da so tudi te izjave, ki jih vrtiva na zamik, ker sem in tja kakšno neumnost je prav blagodejno tudi preskočiti. Drži, je pa res, da če se zdaj premaknemo naprej, da je čas poletnih dopustov. Res je. Tudi midva sva, vsaj kar zadeva safari z najnimi gledalci, še naslednji konec tedna, pa greva potem še sama malo na lepše, eden prej, drugi kasneje. Govorila bova o special epizodi za podpornike in naročnike, tokrat o fenomenu slovenske obsedenosti ali pa obsedenosti slovenskega turista s Hrvaško. V luči enih zanimivih podatkov, namreč, da se zdaj že tujci, bistveno bogatejši od nas, Švedi, Američani in tako naprej, razburjajo na tem, kako draga, kako pregrešno draga je lepa njihova. Ja, tako, to vse v special epizodi. Mi pa se v redni epizodi znova vidimo še prihodnji teden, do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje.